Drage gledalke, dragi gledalci televizije Exodus, v studiu imamo nepričakovanega gosta, patra Stanka Rozmana, ki je že dolgoletni misionar, najprej bil v Zambiji, zdaj je pa v Malaviju. Pater Stanko, dobrodošel v Maribor. Hvala lepa za dobrodošlico. No, naj povemo, da je pater bil v Mariboru najprej v novicijatu nekaj mesecev, potem pozneje, ko je dokončal študije, je bil župnik v Brezju 2 leti, tako nekako. Je potem iz Brezji šel kot mladi duhovnik, potem, ko je imel že veliko izkušenj iz študijskih let v Afriki, v Zambijo. Sedaj deluje nekaj let v Malaviju in to leto pa je drugič po tolikih desetletjih dela v Zambiji dobil tako zvano sobotno leto, se pravi, da je eno leto izven misijona in bo preživel nekaj mesecev tukaj v Sloveniji, potem pa bo se podal še v Avstralijo, bomo tudi povedali zakaj. No in potem v septembru drugo leto se pa vrača v Malavi nazaj na svoje misijonsko poslanstvo. Torej, pater Stanko, najprej najnovejše novice o Malaviju, o vašem delu v misijonu v Malaviju. Sedaj se vsi jezuiti tam zelo zavzeti za gradnjo nove gimnazije, to je nekaj posebnega za Južno Afriko. Za kakšno šolo gre, pa kako danes ste že zgradili in kdaj se pričakuje, da bo začela delovati? Torej, gimnazijo res gradimo in torej načrtovalo se je to že več kot 10 let, ker smo poskušali torej pogledati, kaj bi bilo najbolj potrebno za deželo, za ljudi in kaj bi kot jezuiti res, kakšno delo bi prevzeli, ker smo pred torej 20 leti prišli v Malawi. Najprej so naši patri poučevali po semeniščih in potem pa leta 2000 smo pa prevzeli župnijo v Kasungu. In že takrat se spominjam, takoj ko sem prišel, sicer nisem bil prvi, sem prišel leta 2002 in smo potem razmišljali skupno in z drugimi redovi, tudi z laiki, kaj naj bi v Malaviju jezuiti počeli, kaj bi bilo dobro in ali, kako bi rekel, najboljše ad majora dei gloria, kar pravimo jezuiti, vse v večjo čast Božjo. In smo prišli do zaključka, da je šolstvo najbolj, torej, če investiramo svoje moči v šolstvo, bomo naredili veliko dobro delo za ljudi in za deželo. No, zdaj, preden nadaljuješ to, najprej 2 stavka o Malaviju. Kako velika je ta dežela, kje se nahaja, kakšno je ekonomsko stanje tam trenutno? To, kot je srce nekako v sredini prsi, majhen na strani, tako je tudi država Malawi na sredi Afrike, malo na strani ob velikem jezeru Malawi z istim imenom, ki se je pa včasih imenovalo Nyasa. In dežela je bila to Nyasaland in skupno z Zambijo in Zimbabwe je to vse skupaj bilo Nyasaland. In potem se je... To je bilo vse angleška kolonija. To je bilo vse angleška kolonija, ki je pa potem počasi torej so se pa izoblikovali 3 dežele, zaradi tega, ker so različni jeziki tudi in pa različne navade in tako pa tudi razdalje so velike in tako je iz ene dežele so nastale 3 dežele. Koliko zdaj v Malawi, koliko šteje recimo kvadratnih kilometrov, da imamo eno predstavo? Je to kot Francija veliko? Takole 110.000 kvadratnih kilometrov, to je 5-krat več kot Slovenija. In ima sedaj že 16 milijonov ljudi in nekaj plemen, nekaj
5 glavnih, pa še nekaj manjših plemen in eno od glavnih je Čeva. Čeva, pleme živi na planoti in pa tudi do jezera seže in tako v centralni provinci je to naš, bi rekel, naš jezik, ki pa je tudi postal jezik cele dežele pod vodstvom prvega predsednika Kamuzu Ngwazi Banda. On je pripadal temu plemenu in zaradi tega, da bi zedinil deželo, je potem v šolah in povsod po uradih so poleg angleščine so morali ljudje tudi znati čičeva jezik. Ja. Kaj pa ekonomskega vidika, kaj je glavni prihodek, v česa država živi? Torej, država je uboga, revna, ena od najrevnejših in zato, ker nimamo naravnih bogastev, razen rodovitno zemljo, potem pa jezero, kjer plava in živi veliko vrst različnih rib in to ena vrsta je celo podobna malo našim postrvim. To je vir jezero, prehrane. to je vir prehrane, pa tudi to se lovijo in potem prodajajo po deželi. Takrat nalovijo, potem razvozijo na planoto, v prestolnico, tudi nam Kvasungu pripeljejo in potem tam kupimo te ribe, ki jih posebno v petkih radi jemo. Ne lepo, ja, to po nasvetu cerkve. Kaj pa po političnem sistemu je to demokracija? Torej demokracija. Ja, demokracija je začela vladati po celem svetu, sicer pa je to, bi rekel, demokracija posebne vrste, ker tradicionalno ljudje niso navajeni na demokracijo, ker tam ima poglavar ali vaški ali pa ta glavni poglavar imajo, bi rekel, vso oblast. In njih ne volijo, ampak to je v rodu. Dedno. Je dedno. Razen, če pride do prepira, potem pa imajo tudi besedo, če je treba izbrati. Pol imajo pa tudi se odločijo potem za enega, ki ima vso izvršilno oblast, njega se posluša. Niso pa to diktatorji oziroma so to zelo dobrohotni ponavadi. Tako da so ljudje navajeni na močno roko in imajo to radi. In to pa še tako, da demokracija jih je pa malo zbegala in zdaj, ko imajo več strank, pa potem se tudi med sabo, torej so se, ne bi rekel se tepijo, ampak to je dinamično, in napeto in dinamično. Kaj stranke delujejo bolj v interesu plemen ali pa v interesu posebnih ciljev, recimo, da se prizadevajo za industrializacijo, za prometne zveze, za boljše gospodarstvo. Kako se stranke organizirajo? Ja, torej, stranke se organizirajo po svojem manifestu. V tem manifestu je pa vedno od spredaj cilj, kaj bodo naredili za ljudi in za državo. In to je vedno vse zelo pozitivno pa fajn. To že presega, povemo, plemenske okvirje. Vsekakor. Ampak, ko je pa vprašanje, koga bodo vodili v tem kraju ali pa v provinci ali pa ministra v parlament, potem gre pa to po plemenski liniji ponavadi. Tako da, to je kombinacija. To je potem, ja. Ja, če ne pripadaš pravemu plemenu, nimaš šanse. Ja. No, zdaj pa, da se vrnemo v kolegijo, v gimnaziji. Kako dalje ste že prišli? Torej, ko sem rekel, to šolstvo je prioriteta in tako se je tudi odločilo, da bomo torej zgradili gimnazijo in zbrali ime, kaj ne. In ime je pa
bilo izbrano po našemu ustanovitelju Ignaciju Loyolskem. Ni Ignacij, ampak je Loyola Secondary School. Tako, gimnazija Loyola. Pri organiziranju te gimnazije in pri delih, tudi pri izbiri imena je pa gospod pater Lojze Podgrajšek imel veliko besedo in je tudi zadolžen za organizacijo del in za nadzor. In v želji, da bi čim prej tudi gimnazijo odprli, smo sklenili, da jo bomo odprli jeseni letos, to je septembra, ko se začne šolsko leto. Ampak potem se je pa videlo, da je to malo datum, za katerega smo se prehitro odločili, kajti malo več od polovice tega projekta je narejeno, glavne zgradbe so končane, pač pa še razrede. To so šolske zgradbe, upravne zgradbe? Upravna, dvorana, internati, polovica internatov je narejeno. Stanovanje za učitelje? Stanovanje za učitelje je 5 hiš. Učiteljev bo v končni fazi 25. Tako da moramo biti ta del gradnje pa se je zdaj začel in ker bi gradnja, bi rekel, sovpadala s poukom, pa se je videlo, da to ne bo šlo, ker je na istem prostoru se gradi in pa... To se v enem kompleksu, ne? Ja, potem pa, ker je poleti oziroma takrat, ko je suha doba, je to veliko prahu, to je pa večina leta, ne? In ko bi igrali na igrišču nogomet, bi prah se dvigal, pa še tako veter prah prinese in tako, da se je vodstvo potem odločilo, da šolo ne bomo odprli. Čeprav je bil že določen oziroma imenovan ravnatelj, Simon Makuru, to je pa bil profesor na filozofiji v Zimbabve, je že tudi gor prišel in je živel z nami oziroma živi z nami v Kasungu, v naši jezuitski rezidenci, tam, kjer tudi živi in dela pater Lojze Podgrajšek. In zdaj pa, ker tega dela ni, je pa zdaj čas, da se organizirajo te pomožne aktivnosti. Kot prav ta ravnatelj se je lotil organizacije torej vrta in polja, ker tisti, ki bodo k nam prišli in se bodo učili, dobro vedo, da so v deželi, kjer je poljedelstvo glavna panoga oziroma brez poljedelstva ne gre in to večina ljudi se s tem bavi. Je tudi dobro, da oni že, ko se šolajo, da oni tudi k temu, bi rekel, prispevajo in da se učijo in da bodo kasneje... In to strokovno, ne? Tudi, če bodo šli v druge poklice, da bodo potem spoštovali delo kmetov. In tudi potem gre tu za prehrano, kajti gimnazija ne bo z internatom sicer, ampak učitelje bo pa plačala država in to zaradi tega, ker če bi imeli popolnoma privatno šolo, potem bi stroški bili visoki in ti stroški bi potem padli na učence, ki bi morali potem visoko šolnino plačati. In zdaj, če hočemo, oziroma kar hočemo, da bi tudi učenci oziroma otroci ubogih staršev, ki so brihtni, ne bi mogli k nam pride, sedaj jim bo pa to omogočeno. Sicer šolnino ne bodo plačali bodo pa stanarino, to pomeni internat. In za te pa že se organizira, zdaj je tudi čas, da se organizira potem
mi pravimo bursary, to je sredstva, s katerih se bodo ti revni učenci oziroma dijaki plačali. No, slišal sem, da bo to po sestavi učencev mednarodna šola, pa da bo tudi iz drugih držav, ali bo to pretežno samo za Malawi? Torej, učenci bodo v glavnem iz Malavija, ne. Želeli bi, da bi jih tudi veliko bilo prav iz naše župnije, Kasungu, župnije Svetega Jožefa. Tako da je ta ravnatelj Simon Makuru, je na to računa in osnovna šola, ki smo jo pa že zgradili in deluje zdaj že 4 leta, letos 5. leto, bomo v zadnjih 2 letih bomo učence, bi rekel, še malo posebno učili, da bodo tako, bi rekel, pripravljeni za izpite in da se bodo lahko kvalificirali, a ne. In da bi potem teh iz naše šole pa potem sprijeli na gimnazijo. Ker če bi bila to šola samo za tiste, ki so brihtni pa oddaleč, pa tako, tisto potem ljudje v župniji pa tudi nasploh v mestu ljudje ne bi najboljše sprijeli. Tako bo pa, upamo, da bo ta gimnazija njihova, da bo to župnijska, da bo to mestna, da bo to, kamor bodo lahko njihovi otroci šli se učiti. Seveda je pa odprta za druge in kjer bomo imeli internat, odprta za druge province, tako da z vsakega dela Malavija bodo lahko prišli in se pri nas učili. Odprta je pa seveda tudi internacionalno, tako če bo kakšna prošnja prišla od drugod, to bo potem vodstvo presodilo pa odločilo, kako bodo naredili. Kaj pa bo poseben poudarek, ali je to naravoslovna ali je to medijsko naravnana ali naravoslovna naravnana ali humanistično naravnana šola? Ker to pa je gimnazija, Torej, znanstveno naravnana naj bi bila. Seveda drugih predmetov se ne bi izogibali, bo tudi poudarek, ampak tako, da bi matematika ne bo imela prioriteto, potem pa naravoslovje, a ne, torej poljedelstvo, a ne. To bo naša, bi rekel, malo prioriteta. To je tako solidno pripravo za univerzo, ne? Za univerzo in da bi potem lahko dobili tudi službo v domači ekonomiji, torej v poljedelstvu predvsem. Kar se zelo rabi. Ste na vse to mislili, ko ste načrtovali? Ja, zato to je tudi načrtovalni odbor, ki to razmišlja že nekaj let in še razmišlja in še nove misli vedno prihajajo, nove ideje se porojevajo in potem, ko se bo pouk začel in ko bodo učenci napredovali v razredih, a ne, pa tako da se bo ta sistem še, bi rekel, s prakso še izpopolnjeval. Ja. Kako pa, recimo, ministrstvo sprejema vaše predloge? Ker oni tudi morajo tem to potrditi, ne samo da dajo da plačajo profesorjem, tudi da priznajo šolo v okviru šolskega sistema, ne? Torej, v distriktu imamo eno gimnazijo že, ki je bi rekel, na visoki ravni. To je zgradil prvi predsednik Malavija, Kamuzu Banda, in je tudi Kamuzu Banda Academy se imenuje. In ta ima visoke standarde in je pa privatna in tja samo bogati ti učenci oziroma učenci bogatih staršev lahko pridejo, ne. Mi bomo pa tako nasplošno za nižji sloj in
Če se zdaj pomisli samo na to, da imamo v distriktu, ki je okoli zdaj že ne 700,000 ljudi, imamo 327 osnovnih šol. To pomeni, ena gimnazija je zelo malo za toliko osnovnih šol. Učencev je ogromno. Ki končajo osnovno šolo pa... Naprimer, tudi imamo v župniji imamo 13 katoliških osnovnih šol. Tako da radi bi, da bi čim več šlo v gimnazijo in naprej v šole, ampak ne moremo, zato ker šole enostavno ni. Zato je ta šola, ki je bila načrtovana in sedaj se gradi, je veliko pomoč Ministrstvu za šolstvo. In so zelo veseli, presrečni in nam dajo vso podporo. In kar je pa tudi zelo važno, da kjer bodo imeli torej, pri izbiri tudi bodo imeli besedo, nam pošljejo, ja, potem nam bodo poslali dobre učitelje oziroma boljše učitelje. Ne? Tako da so res, da bo ne le, da bodo kvalificirani, ampak da bodo tudi takšni, ki bodo res srce dali v vzgojo in v poučevanje. Tako da upamo, da bo potem šola na višini. Je pa tudi, ker bo ta šola bo pa obenem tudi jezuitska, bodo pa tudi določeno število jezuitov bo profesorjev in v upravi. No, kaj tukaj misliš, ko praviš, da bo jezuitska? Kaj bi naj jezuiti, kakšen pečat bi naj dali šoli? A je to način razmišljanja, ali je to tudi kakšne nove vsebine, ali je to enostavno pričevanje jezuitov tam kot profesorjev, ki so tam? Torej, kakšen pečat, recimo, eno je državna šola, eno je katoliška šola, eno je jezuitska šola, v smislu, da nekaj posebnega da, ne? Ja, torej, kar je jezuitsko, je to, da bi rekel, da delo se vzame resno, da je v šoli disciplina, in da se predstavi torej verski odnos do naših moralnih principov. Tako da bi z moralnega stališča bo to profesorjem bo to opora, ali pa tudi učenci bodo pa tudi dobili uvedeni v krščanstvo, ne? Ja, po krščanske principe in vrednosti. In kar je posebno to torej vredno, je to, da se bomo pokazali kako se spoštuje življenje. Ja. Odnos do narave, odnos do zdravega življenja. Zato bomo tam imeli dva nogometna igrišča in druga mala igrišča, rokomet, potem košarko za zdrav šport. Po principu zdravo telo, zdrav duh v zdravem telesu. Ja. No, zdaj še imamo par minut časa, sobotno leto. Nekaj si že preživel, nekaj še boš, ga preživljaš. Glavno je, jaz sem torej zdaj tole obdobje 12 let je bilo, to so leta intenzivnega dela, kjer med drugim sem zgradil kar nekaj cerkva. Ko sem jih naštel, je 10 dobro, lepo zgrajenih, pol pa še ljudem smo pomagali, pol so oni darovali, pol smo jim mi poskušali pomagati, tako da je 12 cerkva je pa funkcionalnih in kar v redu narejene skupno z ljudmi. Eno cerkev na leto? Ja, praktično 1,5. Ja. Dobro si. Potem pa na nekaterih podružnicah, kjer je cerkev, je tudi šola. To je katoliška šola in smo jih obnavljali.
s pomočjo tudi misijonske pisarne v Ljubljani. Potem pa pomoč je prišla tudi iz irski jezuiti, misijonska pisarna. S njihovo pomočjo smo zgradili šolo svetega Jožefa v Kasungu. In tako da potem pa stoji vse pastoralno delo, 76 podružnic in pa mesto 60,000 ljudmi, kjer je tretjina ljudi katoličanov. Koliko smo duhovnikov? Zdaj, ponavadi dolgo smo bila 2, lani pa je tretji se nam pridružil, tako da je zdaj delo bilo malo lajšano. Po koliko je ta župnija veliko? Pol Slovenije? Ne, ravno pol Slovenije, pa ne malo manjš kot Štajerska, kot Gorenjska pa malo večja. Tako, to je ogromno župnija. In to je bilo ogromno dela, ogromno letanja, organiziranja. Sicer sem delal po principu, da ja nič ne delam dejansko, ampak da vodim oziroma da se organizira delo, da imajo drugi delo in kjer se zaskoči, da se pomaga. No, zdaj pa tam si me pa vprašal tudi, ker jaz te kar tikam, videl sva skoraj sošolca, ne? Ja. Tako da princip, po kakšnih principih boste vodili šolo? Za neko krščanskih principih, to pomeni Jezusove principi naj vodijo naše življenje v šoli. In to grem pa zdaj tudi malo študirati v Avstralijo, ker tam imamo jezuiti dobro univerzo v Melbourneu, kjer v bližini pa je slovenska misija, kjer deluje pater Ciril Božič in vodi to Frančiškan. In on me je tudi povabil, tako da bom šel z njim, zdaj ko se bo vrnil, pride namreč v prihodnji ponedeljek v priliki posvečenja novega ljubljanskega nadškofa. Bo tukaj? Ja, bo prišel predvsem kot Frančiškan, je tudi zelo vesel novega sobrata, da je postal nadškof in se veseli tega, kot se vsi Frančiškani in tudi drugi se veselimo njegovega prihoda v Ljubljano. Ampak zdaj potem meni tvoje sobotno leto bo tam zelo naporno. Pa je študij, pa potem pomoč, pa obiskovanje, pa še malo verjetno boš tudi kaj mislil na Afriko, ne? Ja, torej življenje je bilo pestro in bo tudi spet pestro, ampak ker sem praktično tako na počitnicah, pa ne bom se vsega lotil, kar bi se sicer rad lotil, bom to vzel tako bolj na lahko. Prave odgovornosti ne bom imel, ker sem imel doslej. In tole me pa veseli prav branje Svetega pisma in potem aplikacija na naš vsakdan. Tako da bi svetopismo da bi osvetlilo najprej naše življenje, potem pa naše delo. In bom zdaj razmišljal, kako bi potem še ta Jezusov duh potem še, bi rekel, nadaljeval v tem duhu in tudi, da bi imel kaj več povedati. Kajti to, kar sem povedal, že vem, svetopismo beremo, ampak neki bolj znanstveni pristop je pa tudi dober. Tako da se potem človek lažje izraža. Ti želimo lepo leto in doma in v Avstraliji, potem pa ko uspiš pa z Avstralije, pa spet povabim v studio, da nam malo poveš, kako bo, kako je bilo. Ja, potem bomo pa pogledali malo še bolj naprej, oziroma nazaj v Afriko. No, hvala za obisk v studio. Dragi gledalci, mi se tudi vsi zahvaljujemo patru Stanku za vse to, kar nam je povedal o Malaviju, pa o svojem delu v teh zadnjih letih. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa.